Hola, lepo zdrav v novem tednu. Sploh nisem prejšnji dnev povedala. Jutri greva z dragim v Bosno. Imamo družinske stvari. Zdaj nekateri boste razumeli, nekateri ne. Imamo slavo, pa slava, to je v bistvu, tako na grobo pišem, slaviš hišnega svetnika in to je pri nas je to sveti Luka. In to ponovadi traja tako 3 dni, se pravi zvečer, na dan, pa pol naslednji dan. Je kar tako, zna biti naporno, ker je pač ful familije, ful obiskov, meni to malo anksioznosti povzroča. In to zdaj, ker sem razmišljala, mi prav res anksioznost ubijal, ampak da sem se že tako psihično dovolj pripravila, da mislim, da bo šlo. Če ne pa lej, imam knjige in moje knjige so moje najboljše prijateljice in najboljši pobeg. Skratka, zdaj se bom začela pakirati, ful bo toplo vreme, pa je bo 18 stopinj, vse tle bo tudi ful toplo, tako da bolano. Sem zdaj par stvari pripravila. Itak se bo vse zmečkalo, tako da bom morala vse likati, ne tudi dol, ka bom. Prla bi okno, ampak nekdo žaga na polna. Zdaj je malo nehal. Jaz sem drugače ful rada ta zvok žage pa to. Sam, ko pač snemaš, pa ni najbolj fajn, ne? Ful je prahu, ker imam cote, tako da. In ja, isti polover imam od prejšnjega tedna, pa kaj pol. Tukaj imam kufer. Wow. Upajmo seveda sam, da bom pravilno vzela cote, ker je tak zmer vzamem preveč, pa narobe. Imam vse živo, kratke rokave, dolge, polovere, srajčke. Takole. Si to že polno, pa sem še velik kufer vzela. Shit, a mora celo večji. Ne. Oh my god. Tlele imam spodnje perilo, ne rabiš tega videti, pa še štumfke bom dodala. Potem make-up, pa to bom itak jutr. To veliko torbo bom dala baterije, pa take stvari, pa tole torbico, ki bom imela tam. Pa knjige, ja, knjige bom sicer si iz knjižnice, ki mi ne bo uspel prebrati. Pa vzela bomo Sally Rooney in normalni ljudje. Tole, ki sem jo zadnjič kupila, ki me ful firbec smatra. To vzela, pa še 2 bom imela s sabo. Ja, pa tele pijačke, kolagen imam tle, pa magnezij, pa to tonik. Načeloma, mislim, malo preslabo tole pijem, pa pol, da se malo ponuca. Kaj še? Jo, to mi najhu, ki se bojim, da mi tako, ful pomembno ga pozabila. Robčki, teli, ne mokri, ampak vlažilni. Škatla za špegle moje in pa tale škatla za nakit, ker to imam res na potovanji, sicer že ful uničen, ampak vseeno. Tako, malo nakita sem dala, nisem pretiravala, ali pač, ne. Zdaj si bom pa naredila spet French toast z banano, sladko verzijo, ker se vemo, ne bomo počevali v Ljubljani. Če grem Sašo, nekako se mi zdi, da je opravičeno to, če grem pa sama, mi je pa če grem nekam, da zapravim denar, dej saj, da pol sem v neki ful lepi družbi, a ne, tako da to.
ful razpada tale toast. Tako za sekundo potunkaš, pa kar razpada. Wow. Vsakič me naduši. To je to. Dober večer, dragi me je pobral in prišla sva na Rudnik, greva v Cineplex in greva v kino gledat film. Run, run, run! Evo, zdaj so doma. Meni bi film tako srednje dober. Ne, mojemu dragemu recimo bi ful všeč. Ampak to je spet taka zelo specifična tema. Čeprav je bil tak fajterski film, se to mi je zanimiv, ampak ja, tako. Skratka, zdaj se pakirava, ura je ful pozna, že ne vem, 10:30, mogoče celo malo več. Do konca spakirava, da ne se to dragi v avto, da pa zjutraj sam gre v službo, pa popodne po službi dejansko pičiva v Bosno, tako da lahko noč. Lep pozdrav, koliko je vroče, ne moram verjeti. Skratka, zelo me dragi pobral, greva v Bosno do nedelje. Danes je prišla ena punca, me je prepoznala tam, kjer delam, tako da Katarina živjo, če gledaš tole. Vec je opravljen, zdaj pa pod noge. Se vemo, ko se potuje, petrol, kava, obvezne. Oh my god. Wow. Dober večer in dobrodošli v Bosni, v Prnjavoru. Sicer ni toliko mrzlo, no. Malček je, ampak ne pa spet toliko, kar se mu zdi. Dobro jutro, meglino jutro, ampak ful je lepo, pa ni toliko mrzlo, tako prijetno sveže. Dragega čakam v avtu, imam je dolg cajt in zdaj mi je žal, da nisem knjigo vzela samo. Mislim, imam je doma. Pa internet mi nekaj ne dela, tako da zdaj gledam svoje zapiske telefonov, ki jih imam skoraj 400. Bolano, stari. Tako da ja, pol vsaj nekaj pametnega delam, malo razmišljam. Se tudi fajn je, veš, kot je dolg cajt, to je v bistvu ful taka dobra stvar, ker takrat ti se porodijo različne ideje, pa tako naprej, tako da tudi fajn je, da ti je dolg cajt, pa ne rabi se ti skozi nekaj dogajati. No, to se mi zdi, da imamo zdaj malo to napačno percepcijo, da skozi moš nekaj delati, pač ne. Tudi dolg cajt ti mora biti. Skratka, smo kar zasedeni, mislim pač, zdaj imamo, ko imamo to slavo, ne, in se pač malo pripravljamo, pa pospravljamo, pa je kar nekaj dela v bajti, ne. Oh my god, to je goba. Hudo.
Dobro jutro, evo delam si kavico, ker imam itak sabo svoj kafe aparat, ne. Spala sem kao ubita, komaj sem zjutraj vstala, tako da... Dobro jutro, ful je lep sončen dan, bila je megla zjutraj, ampak zdaj pa prav lepo. Dobar dan, zelo slabo vlogam, ker se nič ne dogaja, ker smo dejansko doma s familijo, pa to imamo obiske, tako da, ko bo kaj bilo zanimivo, ga bom malo posnela. O, dragi! Kokice! Tole knjigco berem, ker danes je dan reformacije, kjer slavimo Trubarja in slovenski jezik, tako da dajmo res spoštovati slovenski jezik, ker je čudovit jezik, težek jezik. Pač moj materni jezik sicer je srbščina, ampak jaz to slovenščino obožujem. Sicer slovenščino malo bolj govorim. Tako da ja, spoštujemo slovenščino. Dajmo se probati izogibati tem anglizmom, ker res ne rabi vsaka druga beseda angleščina. Se tudi to za mene velja, saj jaz sem ista, a ne. Jaz tudi ful veliko angleščino uporabljam, ko se pač pogovarjam, recimo s Sašo, a ne, tako vsaka druga beseda je v angleščini. Zato se pa tle na vlogih ful trudim oziroma videih, da pač res govorim slovensk, res da govorim slang, ampak le vsaj slovensko govorim. Pa tudi se res trudim, da vem, da včasih tudi kakšne angleške besede vržem not, ampak vseeno se res trudim, da pač tega čim manj, kakšni na videih tako pretiravajo. Glavnem ja, dajmo spoštovati naš jezik, slovenščino, dajmo ga tudi uporabljati, ker je res čudovit in bogat jezik. Dobro jutro! Ne boš verjela, kje sem zdaj. Skratka, sva v oldtimerju Mercedesu iz leta 78. Daj to. Pa še malo pokazati. Zdaj se moj dragi šopiri, ampak ne, pa je prišel na kamer. V glavnem, se ga bom še malo pokazala. Pač res toliko je hud avto, toliko je lep. Pa deluje odlično dejansko. Dejansko še boljši kot novejši avto, da se pa pač vemo, ker je res kvaliteta, ne? Evo, takole zgleda. A ni hudo? Takole. Hudo. Zdaj sva skočila iz avta, greva nekaj še pogledat. Tlele. Sem je res hud avto, ful se fajn fura. Tako, čist analogno, no, tako, the best je res. Moja obutev, kako mi hodim. Jeez. Ful je zaraslo tlega hoda, se počutim kot Bear Grizzly. Zanimiv. Tukaj so včasih živela stara starša mojega dragega, ampak morala biti tle, pa se jih ne upam, ker je ful res tak nevaren teren, drugače tam potka, ampak je vse zaraščen. Tako da ne grem nikamor. Imam še tako nove hlače in se res ne upam, ker lih ni najbolj ga oprijemno, pa tudi nisem najbolj gična, tako da žal jaz ne bom šla do tja. Škoda, res, ko ne moram verjeti. Zdaj nazadnje se pa tle... Daj sem bila kaj... Par let, no. Pa ni bilo tako zaraščeno, se daljše, kakor to normalno tlo prijeti. Kaj se nekaj sliši?
Sam neki, ko se pravi, neko odneš pas, je tukaj strani, ne tukaj gor. Mislim, ful huda tehnologija, love it. Pa avto je toliko udoben, fenomenalno. Če dozum, da ga malo pokažem, pač hud. Dobro jutro. Danes je že malo bolj hladno, ura je 7:30, malo čez 8. Zdaj greva z dragim v mesto Jelah, greva nekaj gledat. Tako da upam, da še kakšno kavo spila, pa da še malo poznam tole mesto, ker si sama še kol, tako da... jaz sem tle jakno, sem čisto pozabila na tole jakno. V Jelahu so bila res na hiter, zdaj sva prišla v Doboj. Greva nekaj pojesti v ribarsko priču, se pravi ribja zgodba. Ful lepo zgleda, pokažem. Še na WC-ju. WC ful lepo diši. Ni čisto pospravljeno, ampak okej. Pa mi je všeč ta umivalnik. Pa ful mi je všeč noter, ful je lepo. Pa klasično muziko vrtijo. Wow. To je takoj plus pri meni. Jaz pač obožujem klasično muziko, tako da. Okej, zdaj grem pa na WC. Restauracija mi je pa res prav všeč, ful dobra muzika, una klasična, dobra hrana. Teli moji čufti s pirekrompirjem so mi ful dobri. Zdaj se sestavlja, sem nekaj gre take gledat. Pač nek projekt delava tle v Bosni, ne bom še povedala, kaj točno. Tako da ja, zato tokrat hodva, oziroma moj dragi malo večkrat hod, pa zato to hodva po teh nekih trgovinah. Oglavnem ja, tako da hrana pa res dobra restauracija, prijazna takar, kulturen. A ja, cene, o moj bog, to pa res nisem spogledala, stari. Mislim, da so tako normalne, vsaj na primerjavi recimo Slovenijo, Ljubljano, no, da so kar normalne cene. Dragi, zdaj sem nekaj skočil, pa greva nazaj v Prnjavor, pač konec zdaj te slave, tako da zdaj ne bo pač teh obiskov, velikih, tako da bom končno imela malo čas zase, tako da bom lahko tudi gor malo brala, ker zdaj pa že par dni nisem brala in dejansko pogrešam knjige. Jutri greva v bistvu nazaj in po moje, da bo ful gužva na meji, ker so bili prazniki in to se tudi vidi v mestu, koliko je veliko folka, ker je pač ful gužva, Tako da ja, moram jutri zjutri štarta, da prideva pol čim prej nazaj domov, v Slovenijo. Ful je toplo. 18 stopinj kaže. Tako zjutraj je bilo mrzlo, ampak zdaj pa res prav vroče, oh my god, moram prav rada odpreti. Zdaj sva prišla do avtobralnice, tako da dragi, da je avto. Prejšnjič, ko sem bila, je bila taka roza pena, tako da bomo videli, če bo spet kako to res zanimiv zgleda. Wow. Pojma nimam, kaj je to, mehko je. Ful lepo. Vmes sem skočila v trgovino, vzela sem tele Milky Way, ki so tle 50 centov, pri nas sicer ne vem, koliko so. Čupa čups. Jaz drugače ne podpiram sladkanih pijač, tako res ne. Sam, ker sem tukaj, si pa pač tole malo prvoščam. Tole kus jagoda, ful dober.
Obstaja tudi jabolko, mi ni všeč, pa malina, ki pa tudi ful dobra. Pa sem vzela še tole tekoče milo za roke, sivka, ful mi je všeč. Kdo pa to proizvaja, ker si ga pri nas nisem videla? Iz Bosne pa... Laktaši. In pa še te leveletke, ki so bile na znižanju 40 centov, tako da. Zdaj bom pa brala knjigo, pa malo editirala tale vlog. Dobro jutro, evo, vse sva spakirala, tako da greva nazaj v Slovenijo. Še z enim kolegom se dobiva, gremo na kavico. Ura je 9:20. Ful ga piha, drugače sem tako malo hodno. Tako da ja, pa nazaj domov v Slovenijo. Pa proti periju, pa se pripraviti jutri na nov delovni dan. In obtičala sva na meji, kot je tradicija. Toleč, čakala par ur sigurno, no. Pak ja, treba bi zdaj potrpežljiv. Dobro, da imam ki za brata, ne? Gužva. Nahajava se nekje na Hrvaškem. Gužva je zaznor, jaz ne vem, kaj se tu dogaja. Neke nesreče in je taka gužva na avtocesti, da se furamo tako do 50 na uro. Pa zdaj še gužva, da se zastavlja na pumpi. In je še gužva, je še neka nesreča tako. Že 3 neke stvari so bile, ko res vesolje testira potrpežljivo, stari moj. Kaj tazga pa še nisva doživela. A ja, se nisem omenila. Na meji sva čakala 4 ure. Sva že znala več čakati, ampak vseeno. Dihat. Še ena norišenca. Še kar sva v gužvi. 10 km do Zagreba za Crkant. Dobrodošli nazaj v Slovenijo. Zdaj se sestali, tle greva v Meka. Sem tako utrujena, jaz ne vem nekako mi je mene noč. Kot da sem pijana, stari. Varno sva prispela domov, ura je 9:30. Midva sva bila tam 9 ur v vožnji. Kaj drugače traja tam slabe 4 ure. Odgledala zdaj se mora prespakirati, pol jutri imam periju, pa pospraviti, še dobro da delam popoldne. To je to za ta teden. Upam, da ti bi vlog všeč. Prosim komentiraj, kaj meni tudi tvoji komentarji ful pomenijo. Hvala, da si tle, hvala za svojo podporo, rada te imam in se gledamo. Čau!